Lepo pozdravljeni vsi skupaj na Mej nevidnega 2025! To je to, letos smo z vami že kar 11. leto, si lahko predstavljate, že 11 let ustvarjamo prostor za vso geekovsko kulturo, za čas, kjer se lahko vsi skupaj zberemo in se veselimo. Prvič smo letos tudi kar 2 dni. Koliko vas je to, ko boste jutri z nami? Okej. Koliko vas je tistih, ko boste zdaj šli kupiti vstopnico za jutri? Kar dajmo, Imamo še nekaj prostora, ogromno zabave nas še čaka, tako da jaz pravim, da se res splača. Ampak dobrodošli trenutno na najbolj težko pričakovanem dogodku današnjega dne in to je cosplay tekmovanje. Hvala. Danes bomo skupaj videli, kaj se zgodi, ko se domišljija, ustvarjalnost, talent in pa dobra kostumska izdelava združijo na enem samem mestu. Cosplay v bistvu ni samo hobi, to je umetnost, je strast, to je ljubezen do likov, ki nas navdihujejo in razveseljujejo in seveda združujejo. In danes bomo te like videli tudi na velikem odru. Videli bomo, kako stopajo iz ekrana, strani mang, stripov, iger, filmov, naravnost sem. Ampak preden začnemo, jaz rabam malo great publiko, da vidim, s kom imamo pravka, kaj delam, pa da vidim, a boste res tako navijali, kakor morate. Tako da, dajmo en testen aplavz. 3, 4. Okej. Jaz mislim, da je to bilo ken tutorial. Tako da bomo ponovila, Tako da gremo še enkrat. 3, 4. Ja, veliko boljš, to je to. Jakost smo že izboljšali. Zdaj pa moram videti še, če se znate prepoznati v publiki. In sicer, zaploskajte vsi, ki ste danes v cosplayu. To je to. Zaploskajte vsi, ki ste danes z nami na NMN-ju prvič. Okej. Zaploskajte tisti, ki ste z nami že 11-ič. To je organizacijska ekipa, ploska tamle zraven, super. Okej, zaploskajte tisti, ki ste komaj čakali, da se danes tole cosplay tekmovanje začne. To je to, zato smo tukaj. Okej, zaploskajte vsi tisti, ki ste iskali klimo, pa ste v bistvu prišli v ful poln prostor. Jaz pa še ena par, to je to, lepo. Okej, še malo tekmovanja bom naredila med vami in sicer desna stran, sredina, leva stran. Ko vas pokličem vašo stran, boste zaploskali. Ko pokličem druga stran, zaploska, pokličem tretja stran, zaploska. Bo šlo? Okej, zaploska desna stran. Okej, pa zaploska leva stran. Pa zaploska sredina. To je to, okej, pa zaploskamo vsi skupaj. To je to, dlani smo dobro ogreli in jih bomo še kar rabili naprej, ker danes se boste naploskali, ker vas čaka toliko enih dobrih cosplayev, boste videli čez nekaj sekund. Preden začnemo, si bomo pa vzeli trenutek, da se zahvalimo vsem tistim, ki so omogočali tale dogodek oziroma cosplay tekmovanje. To so seveda naši pokrovitelji. Zdajle vas bom prosila, da bomo zdaj, ko smo se ogreli, bomo ploskali. Fantastično. Okej, torej, zahvala našim izjemnim sponzorjem, ki so TCG Park, Cosplay Shop BE kot glavna sponzorja, prav tako hvala Cineplexu, Mike's Mystery Box, Arda Wix in Ljubka. Hvala, ker ste nam omogočili izvedbo tega tekmovanja in naše drage sponzorje lahko vidite tudi na zaslonu za nami. To so bili naši pokrovitelji. Se pravi, vemo, kdo nam je omogočil tole tekmovanje, poleg naše organizacijske ekipe. Zdaj pa še malenkost pravil. Kaj bomo danes sploh gledali? Vsi tekmovalci so se pred predstavitvijo na odru naši strokovni žiriji predstavili že na prejudgingu, kjer so si sodniki lahko podrobno pogledali njihovo celotno delo. Čeprav, pogledali so čisto vse šive, vse poblizu, videli so res vse, kar se dogaja. Nam pa se bodo vsi te cosplayi predstavili na odru in za svoj nastop bodo imeli časa 1 minuto. Skupaj s prejudgingom in pa predstavitvijo na odru se cosplayerji in pa cosplayerke lahko potegujejo za nagrade v kategorijah, ki so oklep, SFX in make-up, šivanje in pa najboljši novinec. Izmed vseh bo pa naša žirija glede na število dodeljenih točk izbrala tudi najboljšega med najboljšimi.
To bo Best in Show, ki bo tudi slovenski predstavnik na Evropskem International Cosplay Championship tekmovanju. En aplavz za tale naziv. Ok. Seveda, pa ker ste vi tako super publika, pokazali ste mi že s tem, kako ste lepo ploskali, pa bo štel tudi vaš glas. Je res, malo se bomo šli v Eurovizijo, z malo manj kuhne, če se lahko takole izrazim, pa jaz bom dobila priložnost, da rečem Sloveniji, 12 points. No, malce resnosti. Na projekciji za menoj se bo po cosplay tekmovanju izrisala QR koda, katero lahko poskenirate in glasujete za tistega, ki vas je dejansko najbolj prepričal. Spoznali smo pravila igre, spoznali smo naše pokrovitelje, zdaj pa je čas, da spoznamo še naše strokovnjake. Tiste, ki bodo tekmovalce vzeli pod drobnogled in svojimi izkušnjami izbrali tiste najboljše med res najboljšimi. To je naša cosplay žirija, ki bomo zdaj le predstavili. Tako da prvega na oder vabim Lauro the Supernaut. Lauro je hrvaški cosplayer iz Krapine, ljubitelj stripov, znanstvene fantastike in retro iger, ki od leta 2016 pod psevdonimom Supernaut aktivno ustvarja kostume in rekvizite. V preteklih letih je obiskal številne konvencije in dogodke, vodil delavnice in prejel nagrade v vsej Hrvaški, Srbiji, Bosni, Hercegovini ter Sloveniji. Med drugim je prejel tudi cosplay nagradi na meji nevidnega v letih 2018 in 2024. En aplavz za Lauro. Pozdravimo tudi lanskoletno zmagovalko Best in Show NMN 2024, ki se nam letos pridruži kot sodnica tekmovanja, v juliju pa nas bo zastopala na mednarodnem tekmovanju v Bolgariji. To je Ari Cosplay! Ari Cosplay je slovenska cosplayerka, ki že od leta 2018 navdušuje s svojimi mojstrovinami in izrazito gledališko prezenco. Njena strast do natančnega in preciznega dela se kaže tako v prefinjenem šivanju, kot v ustvarjanju iz pene in 3D tiska. In še last but certainly not the least, Royal Pain Cosplay! Royal Pain cosplay in ustvarja lastne cosplay rekvizite že od leta 2011. Njegov prvi rekvizit in cosplay je bil Edward Scissorhands s škarjastimi rokami. Leta 2018 je postal aktiven član slovenske cosplay skupnosti in od leta 2019 sodnik na tekmovanju NMN ter član organizacijske ekipe NMN. Poleg aktivnega cosplaya je tudi sovoditelj podcasta Royalty Cosplay in piše umetnostno-zgodovinsko diplomsko nalogo o cosplayu kot obliki umetnosti. Meni se zdi, da so se oni, a mislite, da so se zmenili, da so vsi X-meni, ali je to naključno? Naključno, kuhna, imamo jo, to je to. Ok, ste se postavili za slikco, ste se, tako da najlepša hvala naši žiriji, lahko se usedete na svoje sedeže v prvo vrsto. Jaz imam pa še eno stvar za vas, draga publika, preden začnemo. Tukaj ste se mi lepo tukaj izbrali in sodelovali, da vas bom prosila za eno skupinsko fotografijo, tako da Patrik, lepo prosim na oder, zajel vas bo vse skupaj. Na 3, 4 boste vsi dvignili roke v zrak za eno skupno fotko. Bo šlo? Smo? 3, 4, gremo! Bravo, publika, bravo, NMN, čudoviti ste in jaz mislim, da smo pripravljeni. Smo pripravljeni? Ok. Torej, čas je, da predstavimo naše izjemne cosplayerje. Naj povem, da si vsak tekmovalec zasluži vašo podporo, tako da bodite glasni, zaploskajte, pokažite jim, da cenite njihov trud, ker so ga res ogromno vložili v svoje cosplaye. Tako, pozdravimo že kar prvega, to bo Safirius kot Mamon iz Helluva Boss. Je čisti novinec pri uporabi šivalnega stroja, njegov cosplay je ročno in strojno sešit brez uporabe šivalnih krojev. Mamon, izvoli. Testing on. Yeah, it's on. That's a nice crowd we have in here. First of all, I want to start with a public announcement. Some of you might know my last competition did not turn out right.
a certain imp, gotta keep this PG, a certain imp did not like what I was offering him. Apparently he wanted to move somewhere better. So I am collecting money because I am in need of some new protégés. Please, keep it. Give me as much money as you can, because, gotta be honest, I need it. Mi že nadaljujemo z naslednjim tekmovalcem, to je Alexander kot Nightcrawler iz Marvel franšize X-Men. Reper iz žice, aluminijaste folije, vate in filca. Rdeč bodydel je sešit iz umetnega usnja, sablista iz kartona in stiroporja. Izvoli. Tako, mi kar nadaljujemo in naslednja se nam bo predstavila Eva Cutie Pie kot Sister Repentia iz Warhammer 40K. Za izdelavo cosplaya uporabila veliko različnih tehnik in materialov. Največji izziv je bila izdelava leg armorja. Trakove z molitvami in stavki je natisnila na transfer papir in prenesla na trakove. V svoje dreadlocks je upletla dodatne purity sile, trakove z molitvami in ročno izdelane okraske. Z naslednjim cosplayem se predstavlja Sharky Cos kot glam rock čika iz videoigre Five Nights at Freddy's Security Breach. Cosplay je izdelan ročno s pomočjo mame, ki je kvačkala grelce za noge in pomagala pri izdelavi ramen in osrednjega dela kostuma. Vse ostalo je bilo sestavljeno brez pomoči s trudom, da bi bil cosplay čim bolj zvest izvirnemu liku. Ladies and gentlemen, boys and girls, Fazbear Entertainment would like you to put your hands together for the one, the only. Are you lost? I'll take you to your parents. Let me take you to your parents. Your parents want you to follow me. Your family is looking for you. Don't worry, you're safe with me. Gregory, where are you? Can't wait to meet you. So join the animatronic family. We open real soon. Try your best to hold on to sanity. Come get to know me, and you won't want to leave after tonight. Naslednja na oder prihaja Dina kot Cynthia iz Pokémon Diamond and Pearl. Cosplay je večinoma ročno izdelan, tako kot tudi hlače, plašč, dodatki na plašču in dodatki v laseh. Za hlače je kroj izdelala sama po svojih merah in uporabila kroj za hlače na zvonec.
Prav tako je sama izdelala plašč in mu dodala tudi 2 praktična žepa. I wanna be the very best, like no one ever was. To catch them is my real test, to train them is my cause. I will travel across the land, searching far and wide. Each Pokemon to understand the power that's inside. Pokemon, gotta catch 'em all. It's you and me. I know it's my destiny. Pokemon, oh, you're my best friend in a world we must defend. Pokemon, gotta catch 'em all. Our hearts so true, our courage will pull us through. You teach me and I'll teach you. Pokemon, gotta catch 'em all. Naslednja se nam predstavlja Ashe Neko kot Jinx iz Arcane oziroma League of Legends. Kostum je v celoti izdelala sama, za izdelavo in stiliranje lasulje je uporabila krimt tehniko, v lasulji pa se nahajajo tudi žice, ki držijo njen frufru. Njene hlače so sešite in nato pobarvane z akrili, čevlji pa so kar stari predelani škornji. Fishbones in pištola pa sta bila 3D natisnjena. It wasn't her. It wasn't. I know, just some wannabe street trash. I got confused, that's all. Now, he thinks I'm weak. Savika will clean it up. Savika's a regular Johnny on the spot. I'm not weak. Naslednji se na odru predstavlja Maverick Kralevik s cosplayem iz Call of Duty. Njegova gilji obleka je posebna maskirna obleka, ki se uporablja za prikrivanje v naravnem okolju, narejena pa je tako, da je natrgal blago iz jute, ga pobarval in nato privezal na mrežo, ki je pritrjena na majico in hlače. Naslednja na oder prihaja Ashite kot Lilith iz Diablo 4 videoigre. Za ta projekt je potrebovala 10 mesecev, za izdelavo je uporabila peno, penasto glino, vorblo, jeklo, plastiko, silikon, blago, filament, premaze, barve in še več. Nekateri deli so tudi 3D natisnjeni, ampak večina pa je ročno narejena.
Yes, I am Lilith, mother of sanctuaries. Blessed Mother, save us. Na oder sedaj prihaja Lily Mo kot Luana the Green Woman. Kostum je v večini narejen iz zavese, celotna obleka je bila lastnoročno izdelana, vsi detajli, tako kot kristali in perle, so ročno našiti na obleko, lasuljo pa je prav tako ročno izdelala. Me? I carry no weapons. I don't need weapons, Marily. I am a weapon. Look at me in the eyes. Forget yourself, surrender your mind. Right now you're mine. Oh, mine. Giving your mind. Oh, mine. Naslednja na oder prihaja Maš cosplay kot Karl Heisenberg iz Resident Evil Village. Cosplay kostum je v večini narejen ročno, kladivo je v celoti iz EVA pene, za izdelavo kladiva pa je porabila kar 1 mesec. Plašč, hlače, srajca so kupljeni, a uničeni in umazani, da so prilagojeni tako, da se skladajo z likom iz igre. Naslednja se na odru predstavlja Black Tea cosplay kot Maleficent iz Sleeping Beauty. Ročno je sešila obleko, rogovi so iz EVA pene in foam claya. Ptice so narejene iz vorble, foam claya, peres in matic za kontra uteži, ki omogočajo učinek premikanja kril. Vse kroje, tako za šivanje kot druge elemente, je izdelala sama, kupila je samo čevlje. I know you're there. Don't be afraid. I am not afraid. Then come out. Then you'll be afraid. No, I won't. I know who you are. Do you? You're my fairy godmother. What? Fairy godmother.
You've been watching over me my whole life. I've always known you were close by. How? Your shadow. It's been following me ever since I was small. Wherever I went, your shadow was always with me. I remember you. Pretty bird. This is Diavol. Naslednja se predstavlja Kataga cosplay kot Lady Maria iz Bloodborne. Kataga prihaja iz sosednje Avstrije in pravi, da je večina kostuma popolnoma ročno izdelana. Uporabila je različne tehnike, kot so krojenje, 3D modeliranje, delo s peno, izdelavo krojev in različne tehnike weatheringa, to je učinka obrabe. Na cosplayu sta ji najbolj všeč črtaste hlače iz umetnega usnja in popolnoma podložen plašč. Is that you, Lady Maria? Lady Maria. Lady Maria. Lady Maria, save me, please. What's wrong, my hunter? Don't you hear the hunt calling? Or do you wish to tease something more from the depths of this nightmare? Even if it means my murder. Oh, I know very well how the secrets beckon so sweetly. Only an honest death will cure you now. Hvala, Clarux Cosplay, za pomoč na odru. En aplavz za Clarux. Ok, nadaljujemo s Proteus Cosplay, ki se predstavlja kot Senua iz Senua Saga Hellblade 2. Kostum je v celoti ročno narejen, le pasova sta modificirana. Sama je naredila kroje, po katerih je naredila cosplay. Uporabila je tehnike strojnega in ročnega šivanja blaga, umetnega ter pravega usnja. Ročno je izvezla dekorativne elemente, na primer ob šivih hlač, čevljev in brez rokavnika. Meč je izdelala iz 5-milimetrske EVA pene ter lesene palice. Do you hear it? The heartbeat of the lost ones. I can feel them on my skin. Each death, inked in blood. I won't stop fighting for them. What will I become? Indy na oder prihaja kot Liliana Vess iz Magic the Gathering. Največ časa je posvetila izdelavi korzeta, nogavic in rokavic. Za oklep je uporabila EVA peno in 2 različna zlata spreja. You fear the dark. But here, it's inescapable. Remember where you are. This is Innistrad, where light only exists to cast shadow. Those shadows are twisting
into threats so absolute, so relentless, that you'll have to keep fighting them just to survive. Happy Mango se predstavlja kot Kirara iz Genshin Impact. Cosplay je popolnoma ročno izdelan, detajli so ročno narisani, prvič je delala z dlako in peno, ki je uporabila za oba repa, ušesa ter tudi rokavičke. What a brilliant speech you gave. Who goes there? Just a friend who could help you save your men. A foe like Cersei's not to be messed with. You want to beat her, you'll need the blessing of a certain god. Divine intervention, someone who's not afraid to send a message. Hermes? Wouldn't you like a taste of the power? Wouldn't you like to use more than words? Deep in the night, the fight lasts for hours. You can be hurt or you can be turned. Wouldn't you like to have some other magic? Wouldn't you like your outcome preferred? Deep in the night, the fight can be tragic. I'll help you conquer her. Oh, oh. Here in the root of this flower, there lies such a power to take her on. You must consume and digest it, then you'll manifest a being of your creation. All you need's imagination, though it's only for a moment, till you've beaten your opponent. And I call this route Holy Moly. Na oder prihaja Lightstar s cosplayem Geralt of Rivia iz The Witcher v gender band izvedbi. Oklepi in ščitniki so ročno narejeni po meri iz filca, EVA pene in umetnega usnja. Vsi deli so ročno sešiti, v celotnem kostumu pa je več kot 1000 zakovic. To je njen drugi cosplay, ki ga je naredila. Naslednji se nam predstavlja Smonsko kot Chaos iz Hades 2. Za cosplay se je naučil krojiti, šivati in 3D modelirati, frak in hlače je sešil iz belega in rumenega poliestra, suknjič pa podložil z bombažem. Glava in hrbtenica sta bili ročno prilagojeni v programu za 3D modeliranje in natisnjene s 3D tiskalnikom. Olympus cannot hear you, spawn of Hades, but I can. And for you, I have a proposition. Assist me with my quandary and benefit. Your response? Time shall tell, but
Per now, I judge your response, in essence, affirmative. Okay. Accept my mark, and I shall open the abyss for you again. Na oder prihaja vzdovc kot Helldiver iz Helldivers 2. Sam je zašil jakno in podložene dele oklepa. Oklep je 3D natisnjen in modeliran, da ima repliko orožja ter premikajoče dele, kot bi jih imela prava puška. Vizir v čeladi je vakufumiran in zatemnjen s pigmentom. Na odru se sedaj predstavlja Ash kot Brother Nier iz Nier Replicant. To je njen prvi popolnoma samostojno izdelan cosplay. Večina kostuma je ročno narejena, od 3D tiskanih delov pa do detajlov iz umetnega usnja, krzna in verig. Največji izziv je bil prstni oprtnik, ki ga je morala popolnoma prilagoditi svoji postavi. Zelo je ponosna na končni rezultat, saj je kostum skoraj popolnoma enak izvirniku iz igre. Naslednja je Whimsy Cole, ki predstavlja svoj cosplay Adepta Sororitas Palatine iz Warhammer 40K. Cosplay je z nekaj odmori izdelovala približno 1 leto. Vse je narejeno ročno od krojev za oklep, rokavov, krila in orožja. Edini kupljen dodatek, ki je zares viden, sta pasova, ki pa jo je v celoti pobarvala in dodala ustrezne detajle. Oklep in dodatki so narejeni iz EVA pene. In še en zabaven podatek, na celotnem cosplayu se lobanja pojavi 7-krat, simbol lilije pa kar 22-krat. God Emperor, hear our prayer. Watch over us as we prepare for battle. Though we are few and our enemies many, we shall not falter. By your grace, we will shatter the mutant, the heretic, the Xenos. By your grace, we will cleanse every dark corner of the stars. Grant us the gift of your wrath. God Emperor, hear our prayer.
Smo že pri številki 21 in tukaj se predstavlja Kai kot Angel Dust iz Has-Been Hotel. Ročno izdelana majica s kožuščkom, kupljen je bil bel blazer z dolgimi rokavi, ki ga je pobarval, skrajšal rokave in izdelal dodatne roke iz žice in polnila za rokavice ter spodnji del nog je oblikovan tako, da je podoben pajkovim. I'm not a bubble of the cash in. Another lover underneath those flashing lights. Another one of those ruthless nights. Yeah, yeah, yeah. I should have guessed that this would happen. I should have known it when I looked in your red hot eyes, spewing all your red hot lies. Yeah, yeah, yeah. What's the worst part of this hell? I can only blame myself. 'Cause I know you're poison, you're feeding me poison. Addicted to this feeling, I can't help but swallow up your poison. I made my choices. Every night I'm living like there's no tomorrow. Pod številko 22 se predstavljata kar dve, vešča in vajenka kot Lydia in Delia Deeds iz filma Beetlejuice. V celoti je ročno izdelana lutka peščenega črva, ki se ovija okrog Lidije. Za izdelavo lutkine glave sta uporabili alufolijo in karton za strukturo in foam clay za notranjo glavo. Trup, ki ga bo animirala leva roka, je izdelan iz odvodne cevi za napo, ki je prekrita z bombažnim džerzijem. Oblačila obeh likov pa so triftana in predelana. Shake, 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 Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body line. Work, 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 Sinora, work it all the time. My girl's name is Sonora. I tell you friends, I adore her. And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body on time. Whoop. Naslednjo na oder vabim cosplay Kajo kot Bloom iz Wings. Svoj Bloom cosplay je izdelala ročno, sestavljen je iz kratkih hlač, krila, ločenih rokavov in brezrokavnega crop topa. Na crop top je pritrdila tudi plastični kristal, lasuljo pa je prav tako sama postrigla in oblikovala. Poleg tega je izdelala tudi krila iz žice in tankega blaga, ki jih je oblikovala in pritrdila ročno. Naslednje na oder prihaja Nerskajla kot Ezra Scarlett iz Fairy Tail. Ročno je izdelala vse, razen škornjev, vsi deli oklepa so narejeni iz pene, medtem ko so uhani in meč 3D modelirani ter nato natisnjeni iz plastike in smole. Krilo, podmajica in rokavice so zašite, lasuljo pa je ostrigla in stilizirala. Najbolj ponosna je na meč, saj je prvič modelirala.
In smo že pri zadnjem tekmovalcu, pod številko 25 se predstavlja profesor Marko kot Sean Gilmore, The Legend of Vox Machina. Vsi deli kostuma so ročno izdelani ali oblikovani, razen podplata, sandalov in nakita. Za izdelavo kostuma se je moral naučiti osnov šivanja na šivalnem stroju in osnov izdelave krojev za plašč, hlače in bluzo. Vključeno je bilo tudi ročno kvačkanje in pletenje, preja je bila ročno barvana, prav tako pa je izdelal začasno barvo za lase. Gilmore! Thought I smelled chicken. You'd think they'd notice us by now, or at least notice me. Are you all right? Waking in your arms again? Oh, you should start charging me. Shoebod's sensational sundries? Asshole even ripped off my font. Think they'd take kindly to a coquettish wink? Believe me, I've tried. Balls, no, it's us. Oh, this homecoming will be the death of me. Well, I've got good news and bad news. Mostly bad for Shoebod. We're finishing this. Good luck, you handsome fool. Torej, to so bili vsi naši tekmovalci, a so bili dobri? To je to, videli smo ogromno talenta, ustvarjalnosti in strasti, tako da čestitke čisto vsem cosplayerjem, ki ste se danes predstavili na odru. Hvala žiriji in še posebej hvala vam, čudovita publika, za vašo energijo in podporo. Žiriji bomo zdaj znali nekaj trenutkov za finalno odločitev. Jaz pa vas opomnim, da se je tukaj le za menoj nahaja QR koda, na katero lahko poskenirate in glasujete za vašega favorita, ki bo prejel nagrado Public's Favorite. Na tem mestu bi se rada zahvalila našim pokroviteljem in seveda največja zahvala gre pokrovitelju TCG Park kot glavnemu partnerju konvencije na meji nevidnega 2025. Za vse, ki jih že poznate in za tiste, ki jih še ne, TCG Park je največji geek store v Sloveniji in je prostor, kjer se srečajo vse igre na enem mestu. Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh, Lorcana, Magic the Gathering, Grand Archive, družabne igre, mange, knjige, anime, merch in še več. Res, za vsakega se nekaj najde. Vse to pa najdete v njihovih poslovalnicah Supernova Ljubljana Rudnik in pa City Park Ljubljana ter v njihovi spletni trgovini. To pa še ni vse, TCG Parku Supernova tudi vsak teden ob istem času potekajo event lige, turniri iger kot so Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh, Lorcana, Magic the Gathering, Grand Archives. In torej, najlepša hvala TCG Park za čudovito sodelovanje. En aplavz za TCG Park. Zahvala gre tudi pokrovitelju Cosplay Shop BE, našemu dolgoletnemu partnerju in enemu glavnih sponzorjev tekmovanja. Cosplay Shop BE je specializirana trgovina, ki je prilagojena za prav vse ustvarjalce kostumov, od začetnikov do profesionalcev. V njihovi ponudbi najdete vse od pene, vorble, termoplastike, barve, profesionalnega orodja za izdelavo kostumov. Še enkrat bomo prosila zdaj za naše sponzorje, da se jim lepo zahvalimo. Hvala Cosplay Shop BE. Hvala tudi Cineplexu, kjer lahko svoje najljubše like gledamo v odličnih filmih na velikih platnih v kar 6 kinematografih po celi Sloveniji. Danes pa so nam pomagali, da najljubše like lahko gledamo tudi v živo na našem odru. En aplavz za Cineplex. Se sam še mal, imamo to. Cosplay tekmovanje pa so nam pomagali omogočiti tudi Arda Wigs, Mike's Mystery Box in pa Ljubka. Ampak, ko smo pa že pri aplavzih, vas pa lepo prosim za še en poseben aplavz namenjen NMN, organizacijski ekipi in skupini prostovoljcev, ki nam že 11. leto omogočajo obstoj konvencije in nam vsem geekom ponujajo prostor za druženje in za dogodek, ki se ga veselimo celotno leto. Tako da hvala ekipa NMN. Tako,
Čez nekaj minut se bo naša žirija vrnila in tudi jaz se vrnem z razglasitvijo zmagovalcem, tako da nikamor mi ne pobegant. V tem trenutku imate čas, da glasujete za svoje favorite. Takole, ko sem prej Eurovizijo omenjala, se nam prikazujejo naši tekmovalci in kmalu se bo za njimi prikazala tudi QR koda, kjer ne pozabite glasovati za svojega favorita. In se vidimo čez nekaj trenutkov, tako da hvala vsem. No, a smo pripravljeni, a smo že kaj živčni? Že razmišljamo, kdo je zmagal? Ja, no, lepo pozdravljeni nazaj. Naša strokovna žirija se je sestala in imamo uradne rezultate in tudi uradne zmagovalce. Naj še omenim, da je pri glasu ljudstva prišlo do majhnih tehničnih težav pri glasovanju, ampak slednje ni vplivalo na končni rezultat oziroma na glasovanje. Tako da nazaj na oder vabim našo strokovno žirijo, ki so Laura the Supernaut, Ari Cosplay in Royal Pain Cosplay. Ok, naši sodniki so pripravljeni. Jaz pa rabim malenkost vašo pomoč zdaj, da bomo malo ustvarjali tole atmosfero. Se pravi, jaz bom povedala nagrado v kategoriji XYZ prejme in vas bom prosila, da lahko naredimo to potamo z nogami, z rokami. Probamo zdaj le tesno. Ok, boste potrenirali do prvega. To je to. A smo? A bi radi izvedeli? Jaz že vem. Kaj pa zdaj? Jaz že vem, pa oni tudi že vejo. Ampak boste zvedeli tudi vi v nekaj trenutkih. Nagrajence, ki boste prišli na oder, lepo prosim, da ostanete na odru še za neko skupno fotografijo. Please, the winners, stay on the stage to get a nice together photo for everyone. No, zdaj pa začnemo, da vas ne mučim preveč. Najprej bomo razglasili kategorijo novinec in sicer nagrado v kategoriji novinec prejme Ash kot Brother Near. Vsi nagrajenci prejmejo nagrade vseh naših sponzorjev, ki jih je kar veliko. Postavite se za fotografijo in prejmete še vse tele lepe nagrade, ki vam bodo dobro služile tudi na vaši cosplay poti še naprej. Tako da, Ash, čestitke za osvojeno kategorijo. Hvala tudi Clarux Cosplay, ki nam pomaga s postavitvijo vseh nagrad, da naši lepi cosplayi niso preveč obremenjeni. Hvala lepa, Clarux. Ok, nadaljujemo v kategoriji šivanje. In sicer nagrado v kategoriji šivanje prejme Kataga Cosplay kot Lady Maria. Hvala še enkrat našim sponzorjem za nagrade, TCG Par, Cosplay Shop, BE, Cineplex, Mike's Mystery Box, Arda Wigs in pa Ljubka, ki bodo poskrbeli za vse naše nagrajence. To je to, mi gremo že naprej, katerega bomo razglasili zdaj. Na vrsti je SFX in Make-up, tako da nagrado v kategoriji SFX in Make-up prejme Maš Cosplay kot Karl Heisenberg.
za eno fotografijo, najlepša hvala. Publika lahko še majčken aplavza, čestitke zmagovalcem do sedaj. Še 3 kategorije nas čakajo, razglasili bomo še oklep Glas ljudstva in pa Best in Show, ki bo zastopal slovenske barve na mednarodnem cosplay tekmovanju. Kje? Boste pa zvedeli, morda daj drugič, tega še ne bom razkrila. Ne moram vam vsega. Na vrsti je oklep. In sicer nagrado v kategoriji oklep prejme Ner Skyla kot Ezra Scarlett. Hvala tudi fotografu Patriku, ki tukaj lepo fotografira vse naše tekmovalce, naše sponzorske nagrade in pa hvala Klari, ker se tako lepo žrtvuje in nosi nagradice na oder. Naslednjega bomo razglasili, tistega, ki je bil najbolj všeč vam, draga publika. Glas ljudstva je naslednji, ki ga bomo razglasili in to bo oseba, kateri ste namenili največ glasov, katero ste največkrat glasovali. Vem, da sem povedala 2-krat isto, ampak malo zavlačujem. Torej, Glas ljudstva dobi Ašajt kot Lilith. Še enkrat hvala vsem cosplayerjem, ki ste se danes pokazali na odru. Čisto vsi bi si zaslužili nagrado, na nek način čudoviti ste in hvala, ker z nami delite cosplay umetnost na odru, tako kot izven njega. Sedaj pa še zadnja, največja. Nagrajenec, ki bo potoval v tujino in zastopal slovenske barve na mednarodnem cosplay tekmovanju. Oseba, ki je izkazala največ na vseh področjih in je najboljši oziroma najboljša izmed najboljših. In sicer Best in Show nagrado prejme Proteus cosplay kot Senua. Proteus cosplay, pridruži se nam na odru. Čestitke za osvojeno nagrado Best in Show, najboljša izmed najboljših. Nagrado je v roke predaja Ari Cosplay, lanskoletna nagrajenka, letos pa je naša najboljša Proteus cosplay. Fotografe in snemalce lepo prosim za eno skupinsko fotografijo naših nagrajencev. Prosim, da se jim spredaj pridružite tudi cosplay sodniki ali zadaj. Prosim, pridružite se jim nekje v vrsti, da bo fotografov najlažje. No, očitno so se odločili kar stopiti na mizo. To je to. Naši X-meni, naša cosplay žirija, naši zmagovalci 2025! Tako, prispeli smo do konca tega izjemnega cosplay tekmovanja in danes smo videli fantastične kostume, nepozabne umetnosti, like in talenta. Hvala čisto vsakemu cosplayerju, ki je pogumno stopil na oder, hvala naši žiriji za strokovne ocenitve, hvala vam, publika, za navdušenje in podporo, hvala organizaciji in našim pokroviteljem.
Sedaj vas na odru čaka še tradicionalni NMN Geek Quiz, tako da kar ostanite z nami v dvorani, super zabavno bo. Če pa želite z nami še malo zaplesati in se podružiti v sproščenem okolju in pijači, pa se nam lahko pridružite tudi na današnjem after partyju. Vstopnice lahko kupite na naši spletni strani vstopnice.nmn.si. To je zaenkrat vse, vidimo se naprej na Geek Quizu in pa seveda jutri. Hvala, ker ste bili danes z nami in še en aplavz za naše cosplayerje.